selektor Nik Zupančič, čestitke še za 3. zmago na pripravljalnih tekmah pred svetovnim prvenstvom. Tekma proti Italiji, ki so jo zaznamovale izključitve na slovenski strani. Kako ste vi videli to tekmo? Ja, to je res. Absolutno preveč izključitev v prvih 2 tretjinah z naše strani. Ne bom se spuščal v sodniške odločitve, se nikoli nisem, se tudi tokrat ne bom. Ampak je bilo tudi z naše strani nekateri prekrški, ki so bili piskani, so absolutno bili in moram reči, da so bili kar nekajkrat v navednicah neumni in v tem segmentu bomo mogli se popraviti, kajti v elitni diviziji nam ekipe ne bojo dale tega razkošja, da bomo lahko obranili vse te situacije z igralcem manj. Kar se pa tiče potem zadnje tretjine, dobrih stvari, več pakov na gol, v prvih 2 tretjinah smo samo 7 strelov, v zadnjih 16 in to je pa tudi potrebovalo temu, da smo posegli zadetke take, kakor jih rabimo, ali v pak odbit, ali smo pač plošče so napadali v tretjini, potem strelj na dotik. Taki goli, kakor se danes dosegajo v hokeju in to je pa naredil pač to razliko na koncu. Prva tekma za Roberta Saboliča po poškodbi, kakšna je vaša ocena njegove igre? Ja, vice za Robert res dolg časa ni igral tekme, verjetno je tudi malce prisotno še strah tega kontakta, ampak za njega je zelo dobra tekma iz vidika, da je čutil v ritem, da je spet začutil ta igralni neboj. Jaz mislim, da se bo Robert samo iz tekmo pač boljšoval in bo cela petorka začela delovati tako, kakor je navajena. Jutri odpotujete že proti Rusiji, kjer vas čaka zadnji del priprav, med drugim tudi 2 tekme proti norveški in ruski reprezentanci do 25 let. Kakšna so pričakovanja pred to zadnjo etapo priprav? Ja, mislim, da je to zelo dobrodošlo, malo se bomo odmahnili pač od Slovenije, res se v miru pripravljali na te zadnje tekme, tudi te pripravljene tekme so pokazali neke naše slabosti, ki jih bomo mogli odpraviti. Sigurno pa dobrodošle obe tekme, ki nas čakata v Rusiji. Jaz upam, da boste obe tekme na visokem ritmu, kajti samo tako se bomo lahko pripravili na svetovno prvenstvo in kaj nas tam čaka. Najlepša hvala in srečno pot domov. Hvala lepa.